Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. V dneh, ko brnijo kombajni na naših njivah in nam Bog vedno znova kaže svojo neizmerno ljubezen, da nas ne bo zapustil sirot, da bomo tudi v prihodnje imeli kruh, če bomo ostali z njim, se v naši slovenski cerkvi veselimo kar 4 novih duhovnikov. Sedaj v tem času žanjemo v slovenski cerkvi nove duhovniške poklice. In prav vesel sem, da je tokrat v naši družbi duhovnikova mati, in sicer mati slovenskega jezuita, sedaj mariborskega jezuita, patra doktorja Ivana Hočevarja. To je gospa Ivanka Hočevar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu, gospa Hočevarjeva. Ob kakšni priložnosti ste sedaj v Mariboru? Ja, malo na to, da sem malo presenetila sila, ki ima 30 let, kar je monomaša, ne. 3.7. je bilo 30 let, pa smo ga prišli malo obiskati, jaz sem pa malo ostala tukaj. To pa je zelo lepo, mu iskreno čestitamo. Ja. Naj vas vprašam takoj na začetku, kako vi doživljate kot mati duhovnika vsako leto znova ta čas žetve, ko Bog uslišuje prošnje cerkve, vernega občestva, svojega izvoljenega ljudstva, da nas ne bo zapustil tudi v duhovnem smislu, da nam bo poslal dovolj duhovnikov, ki nam bodo lahko delili svete zakramente. Kajti človek ne živi samo od kruha, ne? Ja. Veste kaj, vsako leto ta čas, ko sem prebirala družina, ko sem videla, koliko je starejših ljubilantov, ne, ki je bilo tudi 70 novomašnikov na leto, ne, zdaj so pa 3, 4, 6, ne, pa take. Ampak obžalujem in sem zelo žalostna in Boga prosim za usmiljenje, da bi bili ljudje bolj sproščeni, da bi več zaupali Boga, da bi več čutili, kaj od Boga vse prejemamo, ne bo dobrine take ali take, ne. In je treba ta naša mladina zdaj vzgajati, ne. V hvaležnosti. V hvaležnosti do Boga. In ko bo mladina vzgajena prav, se bodo tudi odločili za duhovniški poklic, ne. Recimo, če otroka pošlješ, da gre ministrirati, ne, pa se navadi, da rad ministrira, da rad župnika posluša, ne, in ta čas ga že Jezus blagoslavlja in Jezus mu že daje moči, da začne spremljati ta daritev, ne, ki je pri sveti maši, in potem se odloči, ne, za duhovnika. Če pa tega ni, da ministrantov ni, da mladina ni povezana z župnikom, ne, pol pa je bolj redko, ne. Pa tudi sicer se verjetno se strinjate s tem, premalo vsi skupaj zavedamo, kaj pomeni biti navzoč pri sveti evharistični daritvi, da pravzaprav, če je naša duša v milosti, Ja. dobivamo velike milosti, se posvečujemo in potem, če še prejmemo sveto obhajilo, ki je srce cerkve. Jaz čisto svojih izkušenj povem, ne, tudi tako mi je že v križu bolelo, ne, da sploh nisem mogla v cerkvi vstati, ne, ampak sem vstala, ko je bilo povzdigovanje in ko pri nas se takrat vstane in sem rekla: ljubi Jezus, če ti veš, da še rabim biti na tem svetu, pa če še ti veš, da je treba še kom kaj pomagati, kakšnemu tvojemu sobratu, me ozdravi. In če verjamete ali ne, jaz sem šla iz cerkve brez bolečin. Zelo rad vam verjamem. Pa to je bila navadna cerkev, pa navaden dan svete maše. Gospod dela čudeže, samo vero je treba pokazati, ne? Moraš iz srca ljubiti Jezusa, pa iz srca ga moraš prositi za pomoč, ne. Preden sva začela snemati ta najin pogovor, sva govorila tudi o tem, kako je problem danes mnogih zakonskih parov, ki si želijo otroka, pa ga ne morejo dobiti, ne.
vi imate tudi posebno izkušnjo glede tega, ne? Ja, imamo v vas ena družina, ne, sta 10 let poročena, pa nista mogla imeti otrok, je hodila na te umetne potuse, ne. Jaz sem hodila pa veliko na seminarje, ki so bili te iz drugih držav, tele Rufus pa ti karizmatiki, ne. In to sem jaz zdravela, ko sem imela vratni steznik, ne, ki je bil prvič je bil Pater Rufus v Ljubljani, ne. Pa sem po šihtu ostala in je rekel, ta pa ta je ozdravil, ne. Jaz sem pa rekla, se to ni. Tu so zmejen in zdaj gre ta gor, ne, in je kakor da je ozdravljen, ne. Jaz sem bila tak neverjetni Tomaž, ne. Saj pa mene nima kaj ozdraviti, ampak sem imela steznik takle, da sem tako, ne, ko sem je zaradi vratne. In potem, ko so nesli Najsvetejše, je bil dol na odru, potem so ga nesli pa dol na tribuno, so imeli gor in je šel takle pod mano dol 3 vrste. Sem rekla, Jezus, se ti meni nimaš kaj ozdravljati, ne. Jaz nisem tukaj zadost verna, tudi zadost namolim, pa ne znam prav moliti. No, ampak Jezus je naredil svoje. Prej je prišel do tabernakle na tribuni, je mene začelo to tiščeti, mi je bilo to odveč, ne, ta vratnik, in sem komaj čakala, da sem zvečer prišla, so tam v Črnuče čez noč, sem šla drug dan na šiht, da sem tole stran vzela in nikoli več nisem gor dala. Poglejte. Ampak jaz sem se z Jezusom kar prepirala, ne. Jaz nisem vredna, ne, jaz nisem toliko pobožna, jaz ne znam toliko moliti, jaz ne znam toliko verovati, ne. Ker je človek mlad, ne znam toliko verovati vsak, ne. Nekateri že, ne. Samo potem, ko pride izkušnje, ko pride trpljenje, potem se večkrat lahko obrneš na Boga. In ko enkrat čutiš, da ti je Bog pomagal, pol se tam nadaljuje vera, ne. In imaš zaupanje še naprej, ne? Ja, no in jaz sem hodila na te seminarje in potem sem rekla tej, pravim pa bo tamle v Izoli, bo pa ena tale stvar, pa smo šli s Prečnešu, župnik Toni Marinko, z nami z avtobusom, pa smo nekaj ustavili, pa sem rekla, župnik, a bi vi zdajle na avtobusu spovedovali, ne? Sem rekla, ko bomo kje prišli, Bog ve, kakšna gužva bo, pa kako pa, če bi lahko kdo šel spod ali pa tak, ne. Ja, prav. Prav bo eden se odmaknil iz sedeža, pa boste hodili po vrsti. Pa sem jaz tema, je šla pa mama, pa ta hčerka ni mogla otrok imeti, pa sem rekla, zdaj bo spoved, ampak zdaj ste tega župnika prvič vidite, pa mogoče nazadnje, pa prosim, da vse poveste, kar ste zamolčali pri drugih spovedih, da vse poveste, da no, ampak je to bilo res, ne. Ona so šle spovedi, ko smo prišli v Izolo, sem rekla, pojdite naprej, da se čim več videli. Ko smo prišli v cerkev, je bil takle na stranski oltar en velik misijonski križ. Jaz sem pa, one so šle naprej, jaz sem rekla, Jezus, do tukaj sem jih jaz pripeljala, zdaj jih pa tebi izročim, zdaj pa ti naredi naprej, kar veš, da je prav, ne. Jaz sem nemočna. In sem malo videla, ko so tam začeli slaviti, ne. No, in potem so šle gor, da je molil nad njim, pa ni bil duhovnik, veste, je bil, ne znam zdajle povedati. Laik, verjetno. Ja. No, in je tej punčki dal, tej gospe dal roka na rama, pa pobožal je, pa je rekel, vi imate pa probleme z nosečnostjo. Rekla, ja. Prav, tekom enega leta boste imeli sina. In res ga je imela. Krasno. Poglejte, temeljna je pravzaprav sveta spoved, ne? Da bi Bog lahko kaj naredil in nam pomagal, ne? Če nismo spovedani, če živimo v grehu kar naprej, kako bi naj Bog pomagal svojo milostjo, ne? Če nasprotujemo milosti? Jaz sem tam se naučila, ko sem hodila na seminarje, da je treba vse pri spovedi povedati in potem Jezus deluje, ne? Zelo lepo. Če zamolčiš, ne, in te tam not pa Satan drži, ne. Hudi duh te drži tam noter, da nisi očiščen, ne.
da nisi ozdravljen. Tako. Kaj bi še vi svetovali morda tistim ženskam, ki si želijo otroka, prvega otroka, pa ga ne morejo dobiti? Vi imate tudi svojo osebno posebno izkušnjo, ne? Ja, jaz bi svetovala, če bi hotele ženske, bi bile lahko potem vesele, ne. Jaz sem vesela, ko me je Bog uslišal, ko sem rekla: Marija, če hočeš, da imam še otroka, da imam sina, da bom mož zadovoljen, da je sin, ampak bo ti njegova duhovna mati, ne. In Marija je to zares vzela in jaz bi želela, da bi vsaka mamica, ki ne more zanositi, ne, Mariji izročila sama Že naprej tega otroka. Ja, že preden spočne, ne. In takrat bo Marija posredovala, da bo spočela, ne. In potem, kar se bo odločila, ne, če se bo odločila, da bo Marija poslušala naprej, da se ji bo zahvaljevala za tega otroka, bo srečna, ne. Zelo lepo. Jaz sem srečna. Zelo lepo. Gospa Ivanka, naj vas vprašam, iz leta 1939 izhajate, ne? Ja. Nekje v novembru, 24. novembra ste bili rojeni v Drašči vasi na Dolenjskem pri Žužemberku. Župnije Šmihev. Šmihev, ne? Povejte nam kaj iz vašega otroštva, kako je živela vaša družina, koliko vas je bilo članov družine, v kakšnih razmerah ste pravzaprav takrat živeli? Ja, to je velika zgodba. Pa kar začniva. Ja, jaz sem rojena 39, ate je šel v vojsko 43, ga nismo več videli, ne. Ampak, ko sem se jaz rodila, ne, 5 let sem bila z mamo poročena in ko sem se jaz rodila, je rekla mama, tam je vzel srajca, na skončnic posle pa te je zavil samo mokro, pa te da stropa dvignil, pa je rekel, to bo pa moje gospodinje, pa čistilka, ne bo treba več meni zdaj kuhati pa čistiti, ne. To mi je mama povedala, ne. Ampak jaz mojega ata pogrešam celo življenje, ne. Se ni vrnil iz vojske? V Kočevskem Rogu, ja. So ga videli vaščani, ne, da je bil tam in da je naročil, pokliči v mojem imenu Ivica Tonček Jožica, ne. In pol so se tu norca delali, ne. Torej je vaša mama ostala s kolikimi otroki? 3 otroke, ne. 29 let stara, 5 let sta bila poročena. No in pol smo tako živeli, ne. Je bila pa iz sosednje vasi, tam je pa oče umrl v 1. svetovni vojni, mama je umrla v 2. svetovni vojni na operaciji za raka na črevesju. Imela je še enega brata, let starejši, je pa padel v Teharjah, ne. In ta domačija je bila prazna in to bi bilo necilizirano, ne, kako se reče, bi država pobrala. In potem je ta tašča rekla, ne, od mojega očeta mat, je rekla, pejdi gor, ne, pa fantka se bojo vzeli sina. Torej domov, na svoj dom? Na svoj dom. Jaz bom pa tle imela te 2 punčke, ne. Da boš rešila to kmetijo, ali? Ja, da bo ona bodo. No, in potem je ona reva bila tam. Celo življenje. Vas pa je pustila tukaj, ali kako? Ja, pri pri tašči. Ona je pa hodila delati, tam je delala vse, pa še dol je hodila delati. Je bilo pa 2 kilometra zahoditi peš vsak pot, ne. No, tako da je vse vzdrževala, ne. Ja, naj je pustila pa pri star mater, pri tašči. Ona je bila pa zelo stroga, pa taka, ne. Ko smo, no, ko ste rekli, ne, od kraja rečem, mene je poslala vsak dan zjutraj ta prvo jutranji maši, ki je bilo ob 6-2 kilometra daleč, ne. Pozim, recimo v advent, v postu, v Šmarnice, zmeram na prvo 6. maši, potem po šolo. Torej vaša stara mama po očetu? Ja, ja. No, in ona me je poslala zjutraj v sneg, sem šla po tem, ni bilo gaza, sem imela polne čeveljčke snega. Koliko ste bili stari takrat? Ja, ko sem hodila v 3. razred. Ja. No, in sem imela tako življenje, da sem v cerkev pridem, je župnik bil spovednic, je bral brevir, ne, v 6. zjutraj. Jaz sem vsa mokra in potem je bila maša, je bila v latinščini.
Potem po maši sem šla po šolo, ne. In lačna in mokra in taka. In vaša, imeli še, kdo je bil še z vami od vaših bratov, sester? Sem sestra, je mlajši, Vaša je sestra? 43-letnica, ja. Ampak ona ni bila tako, njo ni tako maltretirala, ni tako pošiljala, ne, kot mene, ne. Ampak potem ste vi že čez nekaj let tudi, vem, da hudo zboleli, ne? Ja, tudi takrat, ko sem se rodila, stara mama ni bila zadovoljna z mano, ker nisem bila fant, ne. Me ni nikoli rada imela, ne, in to se je celo življenje poznalo, da kjer je bila živa, ne. Ona bi rada imela sina od svojega sina, ne, kakor da jaz nisem njegova kri, ne. Ampak Kako ste vi to doživljali, to zavračanje na nek način? ja, skozi sem bila poničena, ne. Skozi me je poniževala, skozi me je bolj kaznovala, skozi smo imeli tudi, sem imela, ona je bila drugič poročena in sem jaz s tistim očimom od mojega ata, sva zmeraj slabi jela, ne, tako, zmeraj me naj ločevala, ne. V glavnem, takrat se mi ni zdelo tako, ne, hudo, kakor če bi danes bilo to, ne. Takrat smo živeli tako, da smo mogli bogati, ne, da smo živeli tako, kakor so starši rekli, ne. Ampak kljub temu Bog je pošiljal vam na pot pomočnike, ne, tudi vašega župnika, takrat, ko ste zboleli, da je posredoval, Ja, ne? veste, ona je dosti hodila v Ljubljano na tržnico, ne. Jaz sem pa doma mlada bila še, 14-15 let stara, in sem tisti cajt, ko on je ni bilo doma en dan pa ena noč, ne. Jaz sem v peč kruh spekla, pa sem pa kostce prasila, pa so šli pokositi travnik, pa sem nesla zjutraj jest, pa sem razmešala tista mrva. No, in pa ta očem je bil, ne, od mojega, smo ga klicali oče, ne. Ja, in pol je bila lep dan, se je mrva še šila in sem šla s tem očetom grabiti, ne. Pa sestra mu je tudi, ampak sestra je v šatrk ležala, nič grabila, jaz sem pa faj hitro grabila, sem bila vsa mokra, ne. Vsa prešvicana in pol je prišel en mrz dež. Ta oče je pod kapico zlezel, ne. Pač jaz sem pa ta sestra v šater ga peljala domov, ne, po tistem dežju. In pol je pa stara mama prišla iz Ljubljane, ne, ampak jaz se tudi preblekla nisem, ne, v suho. In potem sem dobila pljučnice, ne, pa še vročinska zraven, tako da sem imela termometer do konca, 42, ne. Da ste bili v življenjski nevarnosti. Ja. No, in potem je prišel zdravnik, je dal ene zdravila in potem so videli, da ni nič bolj, so poslali po župnika Zupanca in je prišel Zupanc, ne obhajal in jaz sem takrat rekla, da sem že ata videla, ne. Pač sem že malo klinično odhajala, ne. Tako zdaj razmišljam. Ja, in potem je pa ta župnik rekel, te zdravila niso za ta punca, ne. Meni je pa, ke imela, me je pa kriza vrela, ke imela svoje stvari, da biti sem toliko stara, pa tu so se ne. In pol mi je ta župnik poslal porašilca, ne. In sem šla v bolnico in sem na 70 dni v bolnici. 70 dni? Ja, in sem, ne vem, koliko tempelicinila dobila, ne. Jaz sem imela vse zatečene roke, pa tistih zdravil. Pa Ampak ozdraveli pa ste? Zdravela pa sem, ja. Hvala Bogu. In to je bil, zato sem jaz temu župniku tudi obnovila črke na spomeniku, ne. Kako se je imenoval? Alojzij Zupanc. Alojzij Zupanc. Ja. Sem obnovila mu črke v ta namen, ko sem še živa, ko je posredoval, da sem živa. Ja, takrat, ko me je obhajal po bolniško maziljenje dal, pa je rekla ta tašča moje mame, stara mat, zdaj ne pa kar umrje. Se je rekla, da je že četa videla, kar ne gre kot četu, ne. Župnik je bil pa zelo hud, ne. Kaj? Kam bo šla kot četu? Ta bo tukaj za gospodarja, pa za gospodina. Kdo pa bo? Nikamor ne bo šla. V bolnico gre, ozdravela bo. Stara mat bi bila pa naraj videla, da bi jaz umrla, pa da bi ta kmetija dala svojih hčeri, ne. Pa to ni ratalo, ne. Bog je drugače imel načrte z mano, ne.
Če Bog nekaj načrtuje, gotovo svoj načrt tudi izpelje, ne? Tako, ja. Ja, tako je bilo, ne. Kako pa ste potem preživeli čas do vaše poroke, ko ste spoznali vašega moža? Ja, tako smo, da smo hodili, stara mati je šla zjutraj k maši, jaz pa sestra smo šli pa ob 10. Samo, ko smo prišli 10. maše domov, sem jaz mogla cela pridiga povedati. Sestri pa ni bilo treba, ne. Ampak jaz sem pa v življenju zgodaj že brala svetopismo, Stare zaveze, in jaz, ki je župnik pa zgodovino pridigal, jaz sem tu že vse vedela, kva govori, ne. In jaz sem zaspala v klopi, ne. Prva klop je bila naša klop. Župnik je bil takrat na Prižnici in pol nisem vedela pridige, ne. Pol je pa stara mati lepo posredovala po svojih prijateljicah, one so pa zatožile, ja, prav, Iva je spala, takrat so me Iva klicali, ne. No, je spala, ni poslušala. Ja, pa smo pa tepeno, ne. Včasih bi bilo dobro tudi mogoče v današnjem času uvesti kaj takega, ne, da bi otroci morali ponoviti staršem, kaj so slišali pri sveti maši. Ja, kje pa so zdaj... Tudi starejši pozabimo, ne? Treba bi bilo, da bi starši tako vzgajali, potem bi, kakor toliko vere ohranili otroci, ne? Pač... Da ne pade seme tamle nekje ob potu, ne? Ja. In potem nič ne obrodi. Nič ne obrodi. Ja, tako je bilo. Kaj sem? Potem ste pa spoznali vašega moža? Ne še. Še ne? To smo se kar matrali, ne. Ni bilo, iz vojske so vse žival pobrali, nismo imeli vprežne živine, ene mehne stvari, mehne živalce in niso ni moglo reti, ne, ni moglo vleči. In so se štrange strgle, pa se je ta kamba, ki je bila, ti smo rekli, jaramček, se je vse nič od nič, pa muhe, pa polet, pa to je bilo tako trpljenje. Težke razmere. Ampak vi ste vztrajali na tej kmetiji? Ja, sem mogla. Morali ste? Ni bilo drugega izhoda? Mogla sem, ne. No in potem je stara mat hotela enega, da bom enega dobila, da bo enega zrihtala po njeni želji, ko bo njej odgovarjal, ne. Ampak jaz nisem tistega marala, ne. Nisem se hotela pogovarjati. Pol pa ta moj mož, ki je bil, so pa enkrat plesali, jaz sem šla pa k nauk, ne. Vsako nedeljo sem mogla jih nauku, ampak druge mladine pa vse plesala, jaz sem pa sama šla iz vasi jih nauku. In so me enkrat poklicali, da sem šla plesati, da se me bodo naučili plesati. In pol me je ta fant iz vasi videl, da sem čist preprosta, da nisem nič pokvarjena, še pa tak, ne. In pol je začel me obgovarjati, ne. Pol je pa prišel... Tako ste se spoznali, zbližala? Ja, prišel pa tismo plesati za mano, ko sem šla domov, pa prav me boš kaj rada imela, sem rekla, bež, ne, sem rekla, bež, zdaj bodo mat prišli, bom te pena, ko sem šla plesati, ne. Ja, no, ampak meni je pustil, ne. Meni je pustil in potem sem rekla, ja, zdaj pa, če boš prišel, bomo šla pa urad, da bomo ječmen sijala novembra, ne. Pa je pa od doma enega junca prinesel, pa pripeljal, pa pri nas je bil eden, da smo lahko, pa je on tiste žival, jaz sem pa daru držala, pa smo sijala ječme, ne. To je bilo novembra, 17. januarja, je pa sva se pol pa poročila, ker mama moja ni pustila, da bi tako kaj hodil k meni, ne, da se ni pa poročila, je pa dala 22. decembra prepisati kmetije na naju 2 in pa sem se poročila. Njeno domačijo? Ja. V sosednji vasi je to bilo, ne? Ne, tukaj, ker sem bila jaz rojena, ne. A ona je bila pol frej, tu je dala meni, ne. Pol sem pa sine pa seboj vzela, ne. Pa sestra je bila še tukaj, ampak pol sem jaz sestra splačala, sem ji dala dota, ne. Zmožnost pa je dala, ne. Tako da smo tle ostali, ne. Ste hodili kaj v tem času, ko ste bili pri vaši stari mami, očetovi mami, tudi kaj potožiti svoje bridkosti k svoji materi,
ki se je odselila v sosednjo vas, Je vse vedela, kako je. je vedela, je bila Je vse vedela, seznanjena. kako je. Takrat, ko sem jaz prišla iz bolnice, ko sem tako bolana, je mama mi prinesla kos kruha domačega, pa domače smetane gor, pa s cukrom pa soto. Pa mi je prinesla, sem tam pod jabolkom sedela, se spomnim, pa mi je dala, ne. Stara mati je pa prišla, mi je pa tisto vzela, prav ne bo tako dobro jela, pa bo pa na moške mislila. Ne, taka vzgoja je bila, ne. Vi ste potem najprej rodili hčerko, Ja, 3 leta, da ker je bila stara mat živa, nisem zanosila, ne. No, potem pa je bila hčer, potem je pa mož, pač sem dobila tacega moža, ki je bil malo bolj razvajen, ne. Hodil je zidat, rad je pil, ne. In potem je rekel, da ta hčer, da on če fanta ima, da ni hčer, ni njegova, ne. Ampak je čist njegova, ne. Na Turinus. V glavnem, jaz sem pol pa trpela, ne. Jaz sem pa trpela in sem šla k tej Mariji moji jambrat, ne. Kopelca. kaj ste ji rekli? Ja, tako sem ji rekla, smaka Marija, ti vidiš, kako trpim in kako sem tepena in kako sem zaničevana, pa nisem nič kriva, če se je ta hči rodila. Jaz bi te prosila, če bom jaz lahko še zanosila, pa da imela sina, pa da bi bilo možu po volji, pa bi jaz bila njegova krušna mati, ti pa bodi njegova duhovna mati. Tako lepo ste se zmenili, ja? Pred spočetjem, ne. In to je enkrat ratalo, ne. In sem imela sina. In še prvič, ko sem šla rodit hčer, je rekla tašča, ki je bil iz vasi mož, prav gledaj, boš sina prinesla. Da boš Tončka prinesla domov. In poleg se je hči rodila, pa sem napisala, da ni Tončka, ne, ampak da ji bom dala pa Tončka ime, ne. Ampak ni sprejel mož, ni sprejel tako ta hčer, ne. Se pol je zelo rad imel in bolj rad, ne, več je zmen dajal kakor Ivanu, ne. Ampak ker Ivan je bil božji človek, ne morem drugače reči, ne. Je že bil... Ni nič potreboval tega zemeljskega očeta. Tako, tacga, kakršen je bil takrat, ne. Se je potem spreobrnil, je nehal piti, ne, in zelo delaven ratal in zelo priden in zelo je bil ponosen pol na sina, ne, ki je študiral, ne. Pač... Verjetno so redki ljudje, ki nekako z lahkoto odpuščajo, ne, tistim, ki so jih prizadeli. Vi ste veliko ran dobili v vašem otroštvu, v vaši mladosti, kar ste nam sedaj nakazali, pa potem še tudi zaradi alkohola, ki je zasvojil vašega moža. Kako ste vi vse to odpuščali? Koliko ste uspeli v tem in na kakšen način? Tudi danes še živim in s tem prepričanjem, da nisem na nobenega jezna, da nobenega ne sovražim. To je moje življenje, da ne moram nobenega sovražiti. Sem pa soseda sovražila, enkrat je prišel en spor, ki je bil sosed pijen, pa je hotel tam na njiv, ne, ki je moj brat prišel k meni, pa sem rekla, je rekel, da ti je pa zaral pran, ta pa ta. On je pa slišal, je pa rekel, si bi mi, pa tu, pa je bil pijen, pa je hotel me zmatika, ne. Pa je pa brat tu preprečil in tu sem jaz pol imela tega sovražnika, edinega sovražnika, ne. In ko sem bila pa v Ljubljani, ki je bil pater Trdif, ne, pa sem sedela na tribuni, sem bila pri spovedi, pa sem sedela na tribuni, pa se letel pod mano dol 2 ženske. Lej, tu so pa zmen, ta ni ozdravljena, ampak to je vse tako narejeno, prav, da tu laufa, pa tu pa tu. Jaz sem pa tu pa prisluškovala, ne. In potem sem se počutila, da sem šla nazaj, gor, ki je bil župnik, ki je spodval, pa sem šla spovedi še enkrat, sem bila že pri spovedi, zdaj sem pa še tule razmišljam, ne. Tule sem slišala in zdaj tu razmišljam, ne.
Pa je rekel ta župnik, gospa, sedite se nazaj na svoje mesto, pa bo Jezus sam k vam prišel. Jaz sem res tako naredila in to sem imela kaseta, sem bila še prikazana, ker sem še 2krat spot. Je Jezus prišel k meni, da sem jaz komaj čakala, da sem prišla iz tega seminarja domov, pa sem rekla možu, jaz pa moram iti zdaj na prvo soseda obgovoriti. Prav kako? Kaj pa če tako naredi? Zdaj le moram iti k njemu. In sem šla po cest, sem vzela šatrga, ne. On je pa zmen tam mezgal, pa je zmen čakal, da bom jaz govorila, jaz ga pa nisem hotela, ne. Ampak potem je pa grem, pa tam bi pa sem rekla dobro jutro, pravim Jože, jaz sem tam pa tam, pravim, in me je Jezus razsvetlil, da moram jaz tebe obgovoriti, ne. No, bomo takole tiho, ne. Pogumni ste bili. Se bomo pogovarjala, ne. Ja, jaz sem bil pijen. Ja, pravim, jaz ti vse odpuščam, ne. Jaz nisem čezna, sem rekla, mene je Jezus dal toliko poguma, da tebe govorim in bodimo prijatelji, pa smo bili pol prijatelji, ne. Ampak čemu vi pripisujete? Vendarle je to, vse je milost, pravimo, ne. Da je vaš mož bil po tolikih letih osvobojen alkoholizma. Ja. Čemu vi pripisujete to milost? Mariji pa Jezusu. Ampak vašim molitvam morda? Ja, Ali- ne vem, veste, ne vem, če sem jaz bila tukaj verna, ker sem bila mlada. Ne vem, če sem jaz prav molila, ne. Moja stara mama me je zmeraj učila, se ne samo mene, na splošno, da Bog kaznuje, ne. Bog kaznuje, Bog za vse kaznuje, ne. In jaz nisem Boga rada imela, ne. Ste Takrat. imeli nekako napačno predstavo o Bogu? Zakaj bi me kaznoval, ko mi je bil že tak in tak hudo, ne? Ampak potem, ko me je Marija uslišala tega Ivana, da sem tega sina rodila, ne, jaz sem začela drugače razmišljati. Ste videli, Da Bog je ljubezen, da Bog pomaga. da vam je naklonjen? Ja. In potem Pa tudi s tem- sicer ste vi potem se nekako, ker niste mogli nekako se izobraževati, ne? Ja, ne. Menda ste bile Samo nekaj 4 razrede osnovne šole osnovne imam. šole, ne? Ampak vendarle ste potem vi pridobivali na znanju, razgledanosti, tudi s pomočjo sina, ki je študiral, ali kako? Ja, ne vem, če je on, ki je v name vplival, ne. Jaz sem vedno mogla. Vedno sem se počutila, da moram moliti. Da moram Bogu zaupati za Ivana, ne. Vedno sem to čutila. Jaz sem nesposobna, jaz sem nevredna, da imam jaz duhovnika, ne. Ampak moram moliti zajga, ne. Ampak vi veliko molite. Ja, Vsak jaz dan, vse vse 4 roženvence, 5 roženvencev, ne, usmiljenega Jezusa je tapeti. Imam taka Marija 60 cm iz Medžugorja, so mi eni prijatelji prinesli. Potem sem prej sem klečala, ko sem bila še bolj mlada na podnu, ne. Pol so pa prišli te prijatelji, ki smo hodili na te seminarje. Mož pa žena pa sta videla, da na tleh klečim, pa je pa drugač pripeljal pa klečavnik. Je rekel, tole sem v straži v drvarni zdobil Farovže za sežgat, pa sem malo obnovo prav, pa boš gor klečala, ne boš na tleh, ne. In zdaj imam tisti klečavnik in me kar prav pride, se primem, da pokleknem, pa lahko tudi vstanem, ko se primem, ne. Tako da kleče molite, Ja. rožni venec. Doskrat, ne čisto vse, ker zdaj kar imam bolj zrabljen kolk, pa kar sem bolj tako, da ne morem toliko časa klečeti, ne. Grem tudi vleč se. Ampak pa tudi včasih, ko cele noči ne spim, tudi vse rožne vence naposli zmolim, ne. Imate pa tudi svojo kapelo. Ja, to je kapela v hiši, ne, ki imam oltarček, vse, ne. Imam gor, je Sveti Oče, potem vse, Marija, Jezus. Kaj pa tista kapela z nenavadno zgodbo o duhovniku, ki mu je bilo preprečeno biti duhovnik? To je pa moj stric bil, ne. Moj gata brat, ne. Moj gata brat je bil star 20 let, pa bi šel rad za duhovnika študirati, ne. Ta
ta stara mat, ta taščen moje mame, ki je z menoj bolj grobo ravnala, ne, pa ni bila kontent, da bi šel on za duhovnika, je rekla, greš za čevljarje, ne, je bilo 6 otrok, ne, boš čevlje delal, ne. In je se prehladil in je dobil pljučnico in je umrl. Pa je rekla, no, pa te no treba dote dati. Pa je rekel, lepo boste dali dota, zato, ker ne bo treba meni dote dati, boste na Mariju čast na vrt kapelice postavili, ne. In je mogla, ne. In on ni bil duhovnik, ampak ta kapelica pa stoji v ta namen, ne. In pri tej kapelici sem jaz tudi molila za mojega sina in to ta Marija uslišala in to. Ja, pa še nekaj, recimo od mojega ta sestra, ta starejša, bi sosed, da bi se poročila, ne, pa smo imeli tako zemlje, da je bila cesta vmes, pa je bila tam naše zemlje zraven njegove, pa je hotel tiste zemlje še imeti, ne, če bo ta punca vzel, mat pa ni hotela tiste zemlje dati, ne. Je pa hčer porila v samostan, ne, v Sarajevo, in če ne bi prej se ubila, bi bila takrat, ko so bile drinske mučenke, ne, zraven, ne. Je pa en prvi petek prišla domašiti, prej sem imela tam žival v samostanu, pa bi mogla iti ena druga mrve dol nametati iz kozovca, pa ni hotela iti. Naša teta je pa kar zapela, pa je šla pri tistem kozovcu, pa je šla gor, mrve dol nametati, pa se je dilje zlomila, pa je pala, pa je tilnik zlomila, pa je bila na mest mrtva. Prvi petek od obhajila, tež lepo je šlo v nebesa. Tudi vi ste bili zelo dejavni, dokler ste še lahko pri delu v župnijskem občestvu, v vaši cerkvi, ne? Ja. Pa tudi ste imeli nesrečo. Ja, 5 metrov visoko sem pala. Sem šla, pač jaz sem neugnana, kar se tiče reda, si tudi tukaj, zdaj pri izujitih vidim, da bi bilo treba, ampak jaz ne morem nič več nekaj pospraviti. Ja, je bila Birma, je bila velika noč, nobeden ni šel, da bi oltar obrisal, ne. Jaz sem pa šla, ampak sem se kar noč zaprla, ne, pa sem šla gor, pa sem jutri prestala, pa sem šla gor, ne. Pa sem vse obrisala. Pol sem pa take ljutre laminjeve, ki so bile na tako, pa sem postavila na oltar, ne. Pa sem šla pa na oltar, pa gor po tistih ljutrah. Tiste ljutre so pa spodrsnile, jaz sem bila težka, ne. In sem pala dogor od Svetega Mihaela pa dol na to. Tlak. Na tla. V glavnem tukaj sem mišice potrgala, nič hudega ni bilo, ne. Nič hudega. Ste bili obvarovani? Za en angel sem se prijela, nekaj angele zraven tabernaklja. Tisti je pol je bilo iz liseno in je pol en mizar tole z limovskat, ne. Nič nisem bila poškodovana, ne. Glede na to, da tako zelo ljubite Jezusa in Marijo, poznate Kurešček, Medžugorje? Ja. Tudi? Sem bila na Kureščku, sem bila v Medžugorju, pa sem bila na Križevcu, pa sem rekla, ja, Marija, pa zakaj si se v tem kamje pojavila, ne? Taka puščava pa tu, zakaj pa se nisi v Sloveniji pojavila, ne? Ne boste verjeli, in potem je Kurešček nastal po tistem. Zanimivo. Potem smo začeli na Kurešček hoditi, ne. Ja. Vaši pogovori z Marijo, z Jezusom so tako zelo neposredni, ne? Meni se zdi, da če od srca se pogovarjaš z Jezusom ali pa z Marijo, vse vrata. Tako da vi ob tej molitvi rožnega venca, ob teh obrazcih, tudi iz srca govorite to, kar je v vašem srcu, Gospodu, Mariji. Veste, kako je najbolj je žalostni del rožnega venca meni pri srcu. Ko čutiš, ko Jezus visi na 3 žebljih, ne, na 2 roke ima pribite, pa noge ima, pa živi na 3 žebljih, visi na križu, ne. Se tako močno poglabljate v to njegovo tako, trpljenje. da čutiš na svojih dlaneh, kako Jezus
Jezusa bolijo te dlani, ne. Kako teče tista njegova kri na zemlji, ne. Za odrešenje, za naše odrešenje. Pač Jezus živi, ne. Jezus živi. Kako vi danes občutite potrebo po molitvi? Vem, da ste tudi sami pred leti ustanovili svojo molitveno skupino, kjer ste zbirali žene iz vaše vasi, da so prihajale v vašo hišo, v vaš dom in ste skupaj molile, ne? To je bila pa Ivanova zasluga, ne. Ki je ata umrl, ne. Potem smo pri nas 7 dni po pogrebu molimo vsak dan, rožen venc, paltenije, ne. No, pa je Ivan bil takrat doma, pa prav, kaj pa bi vi kar molile takle vsak teden, ne. In pol so pa rekli, ja, kako, ja prav, pa bo tle pri nas je plec, ne, mama bo zdaj sama. No, in smo, 9 je nas molilo, ne, leta in leta, ne, so hodile. Take moje generacije, pa še mlajši, ne, tudi iz njim, ne, njihove hčere. Ravno sedaj v zadnjem sporočilu iz Medžugorja za ves svet je Marija prosila, da naj se ustanavljajo molitvene skupine, da naj se skupaj moli, da potrebuje našo molitev, kajti ogrožen je mir, naš mir, svetovni mir, ne? Kaj bi svetovali, denimo starejšim? Vidimo velikokrat, da starejši ljudje včasih se nimajo kam dati, ne? Zdaj so, recimo iz te molitvene skupine, so še 2 ženske, ne, druge so pa pomrle, ne. In tiste redno molijo, da ima rožen venc, ne. Posebno soseda moja, ona veliko moli, ne, sta sama s sinom živita. Tako, in tudi takle, ko se huda ura bliža, ne, imamo navado, da ko začne grmeti, da gremo vse pokrpati iz blagoslovljena voda in imamo občutek, da gre takrat naprej, ne, da se ne ustavi pri nas, da pri nas toče napada. In to je soseda prepričana in jaz, ne, ja, kaj ste še? Vesel sem, da vas je Bog ohranil tako čilo na svojih nogah pri vaših letih, pri tako zdravi pameti tudi, kajti vi ste opravljali veliko let dela usmiljenega Samarijana. Ja, negovali ste veliko ljudi. Koga vse? Vse, komor je bilo treba, ne. Ta prva, sem po vasi, ne, ko so bile samske, nisem lepo rečene, ena je bila, pa je imela raka, je bila sama kost po kože, ne. Pa sem ji nesla vsak dan kuhanega mleka, vročka, je rada spila, ne. Pa je bila njena, kako se reče temu potem, od brata žena, ne. Prav pa ni treba not hoditi, ona je vse ponasnažena, pust na gmah, ni treba iti not v sobo. Jaz sem šla, sem ji dala tist mlek spit, a ona je predvsem se bruhnila, ven še kri zraven. Prav, ali sem vse taka pa taka. In jaz sem šla, pa sem vse umila. Sama kost po kože, vse sem umila, vse sem lepo posle preblekla, vse sem dam unesla, sem dala v stroj, sem vse oprala, pa sem nazaj nesla pa njihov kozuc po zimo besetu. Ampak vi ste negovali tudi kar nekaj vaših domačih, ne? Potem, ja, sem imela starega očeta, ne, atkoga očma, pa stara mater. Stara mater je kap, 3 leta, je bila malo zmešana, ne, pa, ampak nekaj let po smrti vašega? Potem sem, ko je mož umrl, prej mi je umrl mož, Ivanov oče, je rekel, ko se bom jaz zdaj umrl, ti pa ni treba sama biti, ko si še mlada, enega da bo avto imel, da se boš tam kam peljala, da boš kaj živela, da boš kaj imela od življenja. Jaz sem ti vse mlade leta pokvaril, oprosti, neštetokrat je rekel, mami oprosti, ne. Ampak meni je šlo tle not lepo ven, ker jaz nisem bila jezna najga, ne. Vi ste mu že odpustili? V glavnem, pole pa prišel en udovc, ne, je pa rekel, jaz bi pa rada, da bi ti mene vzela, da bi me rihtala na stare dni. Pa je bil še kar tako, 13 let je bil starý od mene, ne. Je bil tak zapeščen, umazan,
Jaz sem ga pa, ja pa rampa ne bom, pol pa Ivan pride, enkrat je bilo od hčerne tašče pogreb, pol pa Ivan bil na tem pogrebu, pol je pa imel Alba pa to pa je od doma šel zvečer tlev, pa je rekel, pol pa nazaj kliče, pa prav mama, jaz sem pa tule nekje pozabil, ne, torbo, pa to, te stvari. Ja, pravim, da mani, ja, Ivančni, ne vem, če sem Ivančni, prav poglej doma, poglej tam, ko sem iz srajca likala, pa sem šla, pa je bilo tam, ne, pa tjele stvari, ki je imel na pogrebe. Pa je nazaj prišel, pa sem rekla, Ivan, ni treba, zdaj pa noč boš raj zjutraj šel, ne, v Maribor. Pa je bil čez noč, človek je pa kar zjutraj prišel, ki je pol imel mrva zašišet, pa je videl, da je tam iz kasivenca po kašanu, okoli jabučku pa ni bilo, je pa koso vzel, pa je tisto kasil. Pa sem naredila zajtrk za Ivana, pa prav, lej mama, ti stric, pa tam le kosi, ne. Pa sem rekla, ja, kar ne kosi. Pa je pa rekel, tako dolg je Ivan rekel, se ate rekel, da ga dobi, ne. Ate ti tega poslal, pa tega boš vzela, ne. Pa te bo kasil, ne. Jaz sem pa rekla, ne. Raj imam invalida, sem rekla, kakor pa enega deca, ne. Prav, ja, pa glih tega boš vzela, sem rekla, boš pa ti naj na brezi poročil. Pa rekel, ne, se boš ušmihelta, ko so se prvič, pa sem se res. Tako da ste se odločili potem zanj? Ja, ker je po Ivanu, ne, ker je Ivan tako rekel, da je ate tako zašafal, ne. In pol sem ga vzela, pol je pa mislil, da bom jaz hodila na njegov grund dela, tam odkudar je bil doma, ki je imel 3 otroke, ampak jaz sem rekla, jaz bom imela svoje, ti daj svoje po svojim otrokom, ne. Če ti rabiš pomoč, jaz te bom rihtala, ampak... Ampak potem ste ga res morali negovati, ne? Ja, jaz, ko sem rekla, veste, kako sem rekla, ne, imam raje invalida, kakor deca, ne. Pa je Bog preskrbel, smo se novembra poročila, 2004, sva se poročila novembra, in marca se je pol pa na srečo, tako da je bil na posli 4 leta. In ste ga negovali? Na 4 leta sem ga pitala, pa rit brisala, pa plenice zamenovala, ne. Pa je po noč klical Marija, svoje prva žena, ne, da jim rekelci speči, pa me noge pokri. Pa sem užgala, pa sem rekla, poslušaj, kaj, pa je tako trdno spal, ne. Pa sem ga zbedila, sem rekla, zakaj Marija kličeš? Nič ne vem. Sem rekla, ljudje, bomo en rožni venc molila za Marijo. Sem rekla, ti, ki je sovražil, ne, ki ni bila mu zvesta. In jaz sem pol iz tega človeka naredila, da je odpustil svoji ženi. Sem rekla, ti boš prišel na svet, kako je boš pa pogledal, češ je za naje, ne, a boš tudi tam kliv naje, pa to bentil. Zdaj treba moliti, treba ženi odpustiti in ime je Bogov, ne. Lepo, vi ste sicer tudi pri mnogih drugih ljudeh dosegli takšna znamenja in čudeže spreobrnjen, ne? Jak sem v službi, sem služba hodila, pa je bila ena sodelavka, pa je prišel vsak pendelek na šiht, prav, Ines spet joka doma, je spet jokala, ne, je šla maš, pa druge punčke so šle prvo mhajil, pa so lepo oblečene, pa to, pa ono. Ja, prav, zakaj pa, ja, pa ne je bilo ona, ne bi njen mož krščen in te otroci niso bili krščene, ta punčka ne je bila krščena. Pa sem rekla, veš kaj, pedi ti v Dravlje, prav, kaplan je Cvikl, ne, pa ti reč tam, pa povedal se tole, kar sem jim povedala, že toliko rad, ne, pa boš videla, kako boš hitro to uredila. No, in je rešila in je pol leta Cvikl sprejel in sem šla jaz pol za krstna botra tej punčki, ne. To je ta Cvikl, ki je sedaj nadškof v Mariboru? Ja. No, in tudi mož ni bil še krščen, ko smo enkrat velika sobota punčka krstili, ne, pa sta ga povabila na torta, pa je rekel, da bo drug dan prišel, ko bo velika nedelja, ko bo žegen, ne,
No, ampak pol je pa oče, pa ta oček ni bil krščen, pa ta mama sta šla drug dan, ki je bila procesija, sta šla v Dravljah maš, ne, pa procesiji in pol se je tudi ta oče dal krstiti, ne. Poglejte. In potem sta se tudi cerkveno poročila, potem sta imela še ena hčer in pol sem jaz tudi tisti hčeri za botra, ne, za krstna botra. To je bilo to. Drugo je bilo pa to, ko smo nekje na Kureščku Marije bila, ne, pa je iz Črnuček so živeli moji sosedje. Ena soseda, ne, je bilo Črnuček, sta bila poročena in je rekla, naš pa vozi gor na Kurešček ženske, ne, vsaka prva sobota. Pol sem pa je šla iz Ljubljane iz avtobusa, pa me je pobral, pa smo šli skupaj, ne. Pol smo šli pa iz Kureščka dol, pa je peš dol, da ni bil iz avto gor pri cerkvi. Pa sem rekla, ja, kva greš tako počas? Sem rekla, Milan, kva greš tako počas? Pa prav, razmišljam, če bi šel jaz drugič spolт, ne. Ko bomo šli drugič, ne. 40 let ni bil prespolt, ne. No, potem pa gremo druga prva sobota, pa smo šli iz njegova žena, smo bili pri spodnici. Na Kureščku pa sem rekla, ja, kje je pa Mila, ne, prav tam v cerkvi je. Pa sem šla k njemu, pravim, a Milana, namisliš ti spovedi? A nisi rekel? Prav, jaz ne znam kesanje. Jaz se da mišljam, kako se kesanje mol. Jaz sem pa rekla, nič ni treba kesanja, ti pedi v spovednica, pa povej župniku, koliko časa nisi bil prespolt, on bo vedel, da tu ne znaš moliti, ne. A misliš? Ja, tam 5 vrst, potem sem pa šla nazaj, pa sem, ta je spovedoval, je že pokojni, je na Črnovrhu je bil, kako se, Arhar se je pisal, ne. France Arhar, Ja. oziroma Marjan Arhar. Marjan Arhar. In je, pa sem šla ženo, sem rekla, zakaj nisem učila kesanjega moliti, ne. Ja, sem nič rekel. Kva pa hodil, prav, če že 40 let ne je bil. Ja, pravim, zdaj bo pa šel spolti, ne. Pa sem rekla, ti kar pejde, pravim pa župniku tu povejte, kdaj je bil nazadnje, pri spovedi, pa da želiš biti zdaj. No, pol je pa prišel, pa smo se odmaknili, da je šel on naprej, da ni stal v vrsti. Pol ga pa dolgo ni bilo ven, ne. Pa so začeli ljudje mamljati pa ga drdnati, ne. Jaz sem pa rekla, sem rekla, veste kaj, če vi vsi, kar je vas tukaj, ne greste spovedi, no nič hudega. Samo da je šel ta človek po 40 letih spovedi, ne. Da vas vprašam, kolikim posameznikom ste poslali krstna in birmanska botra? Če umrem ga zračunati. Toliko jih je. Ja, se pravi, Vsaj približno. 1, 2. Dvakrat sem birmanska, ne, od moža nečakinj, pa od moje nečakinje, od moje sestre nečakinje. Sem krstna birmanska botra, pol sem pa od sestre 2 krstna botra, pa od brata 5-krat krstna botra, pa še od moža, od nečakinje tudi krstna botra, ne, Lepo, 2-krat. čestitke. Kaj se vam zdi pomembno pri Ja. tem botrinstvu? Kako vi uresničujete sedaj to? Upam se reči, ne. Pokličem, kadar imamo god, imajo god, pa ko imajo rojstni dan, ne. Pa pravim, ja, jaz sem, krščeni ste, molite pa ne, ne. Krščeni ste, molite pa Jih ne. posvarite, lepo. Pa prav, mrskjer se vi molite za nas, ne. Ja, pravim, to ni to, ne. Ni dovolj. To ni to. Na svetu moramo tudi sami pogledati na svojo dušo, ne? Včasih so tudi na to gledali, ne, da bodo taka botra dobili, da bo molila za jih, ne. Ampak ni tudi to, mora vsak sam se Bogu priporočati za marsikaj, ne. Vesel sem, da ste tudi članica Bernardove družine v Stični pri cistercijanih, ne? Potem pa, da ste se tudi posvetili
Marijinemu in Jezusovemu Ja, srcu. to Zakaj ima- je to tako pomembno, da se posvetimo? V mnogih Marijinih sporočilih smo slišali, da ona to želi, da to storimo. Pri nas doma, pri Aljaževih, je bilo že pri moji stari materi posvečeno, hiša posvečena Jezusu in Marijinemu srcu, ker sta bila vsak kot, ne, Jezusova slika Marijino pa Jezusovo srce, vsakem kot je bila ena velika tabla, ne. No, in to je bilo že skozi in skozi smo molili ta molitev. Presveto srce Jezusovo po rokah preblažene Device Marije, ki ti darujemo vse molitve, dela in trpljenje današnjega dne, tebi v spravo za vse razžalitve, ki jih trpiš v sakramentu presvetega rešnega telesa, s teboj vred Bogu Očetu za vse tiste namene, za katere se ti sam vsak dan daruješ na naših oltarjih. Presveto srce Jezusovo, usmili se nas, presveto srce Jezusovo, usmili se nas, presveto srce Jezusovo, usmili se nas, kraljica miru, prosi za nas. Lepo. To je skus od rojstva, že imam ta molitev molim, ker smo, ampak jaz sem potem zdaj tudi v stični dobila še ena slika srce Jezusovo, pa Marino, pa podpisano Hočevar Ivanka. Ne. Ampak zanimivo, da pater Ivan, vaš sin, danes tudi skrbi za bolnike v Mariborski bolnišnici, ne? Kot duhovnik, da jih duhovno oskrbuje, deli zakramente. Veste, tudi včeraj sem videla, ima enega brata Jožeta noter, ne, izuiti imajo. Prav, Ivan ima tukaj dela, ima pa voziček, pa je mu noter en papir zgajen, pa mi je dal tisto prebrati. Pa sem prebrala, Ivan mi je to naredil, pa Ivan mi je to naredil, pa Ivan mi je to, pa Ivan bi me tu naredil, če cajt, mu pa nima cajta, pa ima tukaj dela, pa je tako zaposlen, tu je pisalo, ne. Pa sem rekla, pa je Ivan videl, da jaz tisto berem, pravim, ja, viš, kaj je treba. Ja, prav vem, kaj je treba, postrčke je treba, ne. Pa ga je postrigel, pa je ena smetišnica tistih las niso, ki je rekel, zdaj imam pa polno prhljaje. Pol je šel po lekarno, da je kupil proti prhljaju, da se bo s tistim namazal, ne. Ja, pa je bil možakar tak vesel, ne. Lepo. Pa sem pa rekla, Ivan, to je več, kakor bi en rožen venc molil, ko si tole naredil. Si Jezusa postrigel. Kaj? Vi veliko molite za duhovne poklice, za nove poklice? Vsak dan rožen venc molim, ki je mrtvih vstal v ta namen, pa tudi vsak mesec, ko pride župnik, me obhaja tam za ena sveta maša za nove duhovne in redovne poklice, za stanovitnost in svetost vseh duhovnikov in za zdravje duhovnikov. Lepo. Prav včeraj je bil prvi četrtek, ko smo molili za nove duhovniške poklice in za vztrajnost teh, ki so že v poklicu. Danes je prvi petek, ko častimo Jezusovo srce. Jutri bo prva sobota, ko Marijino srce častimo. Opravljate vi tudi prve petke in prve sobote? Ja, že večkrat sem jih opravila, že večkrat. Tudi lepo. Gospa Ivanka Hočevar, veliko bi se še lahko pogovarjala, zelo zanimiv je pogovor z vami. Vesel sem, da vas Gospod tako uporablja. Še sedaj v vaših letih, ne? Vem, da ste tudi pred morda 20 leti naredili še izpit za avto. Ja, sem stara 63 let. Tako da ste še 20 let vozili normalno. Ja, zdaj sem pa, imam še do septembra izpit, ne? Še? Ampak ne mislim imeti več izpit, ampak sem šla, me pritisk pade, pa se me stemni, ko sem šla v trgovino, pa sem rekla, ne, zdaj moram pa nehati, ne. Potem sem pa rekla, če imam avto doma, jaz bom šla še doskrat, pa bom ga rešila, ne. Jaz moram avto predati, da ne bom nič več v avto hodila, pa sem avto predala. Hvala vam, da ste z nami podelili tako bogato vašo življenjsko zgodbo in življenjske izkušnje in pravzaprav vse nas spodbudili k temu, kako je pomembno vsak dan znova se truditi za ta nenehni goreči stik z Jezusom, z Marijo, za molitev, živeti po krščanskih vrednotah. Zdaj, ko sama živim, nimam drugega izhoda, kakor da se z Bogom pogovarjam v molitvi, po branju Svetega pisma, rada veliko berem, Sveto pismo, potem imam
ena knjiga, življenjepis svetnic, ne. Pa take verske knjige, ne. So sorte zdaj, imamo druga Goloba, ne, ki je vsak dan evangelij pa berilo noter, ta druga knjiga, ne. Ona na prižnici sem še prej prebrala, pa sem je dala naprej. Zdaj ta je pa bolj verska, ne. Pa vsak dan preberem tisto, kar je pa paše. Lepo. Lahko bi rekli za vas svetopisemske besede, da jih ponovimo. Veliko nesreč zadene pravičnega, ne, vendar ga iz vseh Gospod rešuje. Ne? Res je. Se tudi takle me kjer užge, ne, reče, pa ti tako moliš, pa te boli, zakaj te pa boli, ne. Ja pravim, zato, ker je zrabljeno, ne. Sem rekla, pa tudi nisem taka svetnica, da bi Bog delal čudeže, ne. Moramo tudi trpljenje prenašati za spreobrnenje grešnikov, bolečine, tako. Naj vas Gospod še naprej tako poživlja, da bi še dolgo ostali tako čvrsti na svojih nogah in pri pameti. Res najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Spomnite se tudi nas v vaših tako gorečih molitvah vsakdanjih, ne, vseh naših gledalcev. Hvala vam, morda še kdaj na našem programu, ne? Ja, ne vem. Sej res ima človek dost. Dolgo sem že na svet, tako da dolgo vem. Dost stvari se mi dogaja. Ja, vse dobro, torej, in hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost.